Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. V življenju slej ko prej pridemo do situacije, ko se vprašamo, kaj, zakaj in kako. Kaj se nam dogaja, zakaj se mi to dogaja in kako naj grem iz tega, kako naj kaj spremenim, kako lahko vse skupaj ublažim. In 40 so tista, ki so streznitvena leta. Do takrat nam gre življenje več ali manj skozi samo navzgor in potem se tako malo ustavi. In pri 40 začnemo malo drugače gledati na svet. Odnosi, naša osebnost je že toliko formirana, da jo težko kar tako malo spremenimo, kot smo jo v 20 ali pa pri 30, ker smo bili bolj prilagodljivi. Ampak 40 so tista, ki nam omogočajo tudi pogled v našo notranjost, vase, v druge ljudi, v odnose. Pri nekaterih ljudeh se to zgodi prej, pri nekaterih se zgodi kasneje. Ampak tam okrog 40. leta se to večini ljudi slej ko prej zgodi. Da se malo ustavijo in da se poglobijo vase ali v druge ljudi. Ali vsaj, da začutijo, da tako kot živijo, ni v redu in da bi radi nekaj spremenili, nekaj bi spremenili. In zdaj smo pri teh vprašanjih, kaj je pravzaprav tisto, kar ni v redu, zakaj to ni v redu in kako lahko spremenim. In takrat pridemo do vloge, ki ni prijetna in ki ne vodi v rešitev, je pa začetek. In to je ponavadi vloga žrtve. Zakaj se meni to dogaja, ker sem tako dobra? Zakaj se meni to dogaja, ker toliko nudim? Zakaj se meni to dogaja, ker sem vsem na razpolago? Zakaj mene ne cenijo? Zakaj z mano ne delajo lepo? Zakaj me ne spoštujejo? Zakaj me ne ljubi? Zakaj? Zakaj? In odgovora na zakaj ni. Pravega odgovora na zakaj ni. Ja, odgovori so. Ker je drugačen, ker ima drugačne prioritete, ker je pač takšen, ampak ker so drugi ljudje čudni, ker niso hvaležni, ker niso prebujeni. Ampak vse to nam nič ne pomaga, vse to nam ne pomaga. Kaj bi nam pomagalo? Pa smo pri vprašanju, kaj? Kaj je pravzaprav to, zakaj v mojem življenju ni tako, kot sem si jaz predstavljala? Zakaj v mojem življenju ni tako, kot si jaz želim? Toliko nudim, toliko vlagam, toliko se trudim, toliko se odpovedujem. In takrat pridemo mi do dveh stvari, ali smo žrtev, se pravi, se umaknemo, ali smo pa napadalci. To je način prilagoditve, se pravi, stres je stanje, kjer telo vse svoje sile usmeri v to, da se prilagodi situaciji, se pravi, ali da jo spremeni, ali da se umakne. Saj sta potem tudi zamrznitev in tako naprej, ampak v prvi vrsti smo ali nemočni in v vlogi žrtve, ali smo napadalci in smo jezni. In v prvi vlogi, v vlogi žrtve, mi jadikujemo in čakamo, da nas bo nekdo rešil. Tole zdajle ni bilo prav prijetno slišati, ampak do spremembe lahko pridemo samo tako, da določene stvari smo sposobni spoznati. Na drugi strani je vloga napadalca oziroma jeze. Ampak jaz pravim, da nimamo nobene pravice, zato ker smo mi nezadovoljni, zato ker smo mi jezni,
raniti drugega človeka, raniti druge ljudi. Ne daje nam, nihče nam ne daje te pravice. Niti njihova dejanja nam ne dajo te pravice, razen če gre za samo obrambo, za preživetje. Drugače pa ne. In kaj potem lahko storimo? Kako naj jaz postavim meje, če ne smem povedati nekomu, kar mu gre? Zdaj vas pa jaz drugače vprašam. A pa ste vi že kdaj postavili meje, ki so dolgoročno delovale, če ste nekoga napadli, če ste z nekom grdo govorili, če ste se z nekom skregali? Ja, lahko je delovalo kratek čas, 1 mesec, 1 teden, 2 tedna, 3 mesece. Ampak potem je bilo spet po starem. Zato ker na ta način se mej ne postavlja. Dolgoročno, učinkovito, na ta način meje ne morete postaviti. To je tako, kot da bi mejo za pregrado, za vodo zgradili iz mivke. Ja, nekaj časa bo držalo, dokler jo voda ne bo spodjedla in potem bo spet voda šla tja, kamor bo hotela iti. To je tako. Ampak meje moramo mi postaviti znotraj sebe. Iz vloge žrtve gremo mi takrat, ko se mi usmerimo vase. V nas so čustva in čustva določajo, kako se bomo mi počutili, kako bomo gledali na svet, kako bomo sprejemali druge ljudi, kako bomo z njimi ravnali, kako bomo mi v svetu predstavljali sebe. Ne, da mi pridemo in smo kraljice. Kako se jaz počutim v svetu, v množici ljudi. In vse te stvari so spravljene v nas. Te stvari niso zunaj v drugih ljudeh. Čeprav mi hočemo od drugih ljudi, da nam dajejo možnost povezovanja, se pravi, da mi nekomu pripadamo. Mi od drugih ljudi hočemo, da so tako zanesljivi, da jim lahko zaupamo. Mi od drugih ljudi hočemo, da nam povedo, pokažejo, da smo vredni. Hkrati hočemo izražati sebe in hočemo, da smo do določene meje svobodni, se pravi, ne govoriti meni, kako naj se jaz obnašam. Dovoliti meni mojo svobodo, jaz lahko delam to in ti moraš to sprejeti. In po drugi strani hočemo biti mi, takšni kot smo. Nočem nositi maske. Jaz sem iskren, jaz sem pošten. Jaz sem dobra. Jaz vsakemu lahko povem, kar mu gre, ker sem tako poštena, ker sem tako iskrena. Jaz želim živeti za iskrenimi ljudmi. Ampak če ste mene dobro slišali na začetku, sem jaz rekla, jaz to hočem. Jaz to hočem. In bolj močnejši, kot je ta hočem, močnejša je potem toksičnost. Na začetku hočem, ni toksičnosti. Na začetku je hotenje, ki je v vsakem izmed nas. Ampak ali bom jaz to zahtevala od drugega človeka, od druge osebe, ali se bom jaz obrnila vase, je pa odvisno od tega, ali bom postala toksična ali ne. Ali bom delovala toksično ali ne. In večina ljudi ne deluje toksično večino časa, včasih mogoče imajo kakšen izpad. Ampak delujejo pa toksično sami sabo. Takrat, ko je teh čustev, ko je te stiske, ko je te tesnobe tako veliko, da jo ne obvladamo več,
da ne vemo več, kako se staviti jutro z večerom, da ne vemo več, kako se pravzaprav počutimo sproščeno in takrat iščemo odgovore, kako naj si pomagam. In terapevtov je malo morje. In vsak od nas pove nekaj drugega. Ti moraš narediti tako in tako, ti se moraš imeti rada, imej se rada, pa bo vse v redu. Kako naj se imam jaz rada? Kako naj se imam jaz rada, če je tukaj noter krivda, če je tukaj noter neustreznost, če tukaj noter ne čutim, da sem jaz vredna, če vse, kar dobim iz okolice, mi potrjuje to, da nisem dovolj. Drugi so boljši, bojim se, strah me je, razumsko mi je jasno. Razum je tukaj gor. Jaz bom zdaj povedala, kako mi doživljamo, ne kako je anatomsko in fiziološko. Jaz bom povedala, kako mi doživljamo. Razum je tukaj gor. In tukaj so čustva. Čustva so tukaj. Mi tukaj čutimo, hrepenimo. Tukaj nas boli. In tukaj vmes je taka pregrada, je taka stena, taka plošča, perforirana, kjer stvari gredo gor. Ne gredo pa zelo težko, gredo pa dol. Bom povedala še enkrat. Tukaj je naš razum, ki nam govori, dovolj dobra si, v redu je, niti treba biti popolna, niti treba tekmovati z ljudmi. Imej se rada, bodi nežna s sabo, prisluhni si. Potem je tukaj ta pregrada, o kateri jaz govorim, ki je toliko propustna, da stvari od tukaj spodaj nisi vredna. Kdo te bo imel pa rad? Poglej se, kakšna si. Kriva si. Noben te ne bo maral, sram te je lahko. Kaj si bodo drugi ljudje mislili o tebi? Kaj, če bodo zvedeli? Lahko se ti pokažeš, kakor češ, ampak nisi dovolj dobra, nikoli ne boš. In smo spet, kriva si, nisi vredna. Starši te niso marali, zakaj bi te maral nekdo drug? Nepomembna, nič nisi dosegla v življenju, poglej, kaj so naredili drugi. Najboljše, da si tiho in da se umakneš. V bistvu si sramota za družino. Vse te stvari so tukaj. In te stvari prehajajo gor. In tukaj v glavi si mi govorimo lahko afirmacije, ker smo slišali, da se moramo imeti radi. In afirmacije so: vredna si, sposobna si, edinstvena si, zaslužiš si vso ljubezen tega sveta, pametna si, ljudje te imajo radi. In ko si to govorimo in še številne druge afirmacije, ali mi to tudi tukaj noter čutimo? Ali čutite? Ali čutite, ko jaz rečem, vredna si, dovolj si, čudovita si, edinstvena si, ali to čutiš? Ne čutiš. Zakaj ne? Zaradi tega, ker te stvari iz tukaj gor ne pridejo tukaj dol. Ker leta in leta, kjer se to ni zgradilo, kjer smo poslušali nekaj drugega, se je to tako vneslo, tako globoko, tako celično, tako celični spomin se je to zarilo, zajedlo, da z nekimi stavki tega ne bomo spremenili.
In kako naj se imam potem rada, če pride do notranjega konflikta, pride do notranjega nesporazuma, do notranjega boja. Vredna si, ne nisi. Imej se rada, ne nisem vredna, ne morem se imeti rada. Tako pride, bum, bum, bum. In tukaj stopi notranji otrok. Ker če jaz še enkrat pokažem, če je tukaj naš razumski del, ki reče, poglej, kaj si naredila v življenju. Skrbiš za otroke, kuhaš, imaš kariero, hodiš vse, dovolj, ni treba biti, dovolj. Vse, kar narediš, je dovolj. Dovolj je, en dan narediš več, en dan narediš malo manj, ampak je dovolj. Ne bo se svet sesul, če se boš usedla za 5 minut, ne bo se svet sesul, če greš na sprehod. Zemlja se še vedno vrti, ampak tukaj je gor. Je to, kjer mi to vemo. In tukaj je ta pregrada. In iz tukaj gor ne pridejo te stavki nižje. In tukaj so naša čustva, ki določa, kako se mi počutimo in ko jih je preveč. Pride do depresije, pride do tesnobe, pride do obsesivno-kompulzivnih motenj, pride do bolečin želodca, bolečin v hrbtu. Pride do psihosomatskih bolezni. Zato, ker ne znamo obvladati tega sveta. Ker nam ga tudi ni treba 100% počistiti, ampak vsaj delček. In tukaj nastopi notranji otrok. Kako? Zdaj vam bom razložila, kako. Ko mi govorimo sami sebi, sem rekla, pride do notranjega konflikta, pride do neskladja, pride do ne, to ni res. Ne, to ni res. Ampak notranji otrok je tukaj zraven, tukaj je pregrada, ki se konča in tukaj je notranji otrok. In ko mi notranjemu otroku govorimo te stvari, notranji otrok lahko spremeni občutja, čustva, zapise, to, kar je zapečeno, to, kar je vnešeno v vsako celico, to, s čimer vibrira vsaka celica. Ljudje mi rečejo, jaz sem prežeta z neustreznostjo, jaz sem prežeta s sramom, jaz sem prežeta s tem, da nisem vredna, jaz sem prežeta s tem, da nisem, ne obstajam. Vse ljudje povemo sami sebi. In notranji otrok, z notranjim otrokom mi lahko to spremenimo. In zato jaz razlagam in zato jaz tudi v individualnih svetovanjih toliko poudarjam, da moramo najprej dobiti dober stik z notranjim otrokom. Najbolj pomemben je, da mi najdemo ta notranji stik, to povezavo, da naredimo avtocesto. Ko imate vi enkrat avtocesto, potem lahko peljete gor čisto vse stvari, ker vsi avtomobili lahko vozijo. Ampak dokler je nimate, ne bomo nikamor prišli. Bomo prišli po makadamski cesti zelo težko in nas bo prej minilo. Se spomnite, jaz sem toliko stara, da jaz vem, koliko časa smo se mi, ko sem bila otrok, vozili v Koper. Iz Ljubljane v Koper je vožnja trajala, 2 uri in pol, ali 3 ure, ali 4 ure, če je bila gužva. Ja, zato, ker ni bila avtoceste, ker smo se vozili po neki ciga-caga, pa tam po čez Kalce. In tukaj je pomembno, da mi vzpostavimo dober odnos z notranjim otrokom. In na ta način mi pretentamo to, kar tukaj reče. In lepo pride, lepo spremenimo, lepo počistimo, lepo odstranimo. Ne bo šlo v 1 uri, absolutno ne. Če imate 50-60 let, ne bo šlo v 1 uri, tudi pri 40 ne gre. Bo pa šlo v 2 mesecih, šlo bo v pol leta, šlo bo v 2 letih, ker se ni treba samo s tem ukvarjati. Ker sledite življenju, tisto, kar nam trenutno povzroča težave, lahko predelamo z notranjim otrokom. In na ta način se bomo mi naučili postavljati meje. Zato, ker bomo zgradili občutje varnosti, občutje vrednosti, občutje pomembnosti. Zato, ker bomo imeli občutek pripadnosti
in kjer bomo zaupali sebi in življenju in kjer se bomo počutili svobodno. Svoboda ni to, da lahko greš kamor hočeš. To je en del svobode. Svoboda je to, da lahko živiš z občutjem možnosti. To je tista prava svoboda. Prava svoboda je znotraj v nas. Jaz upam, da sem vam dala del odgovorov na vprašanja, ki sem jih zastavila, ki sem jih povedala na začetku. In to je, kaj se mi dogaja, zakaj se mi dogaja in kako lahko karkoli spremenim. Odnose ne bomo spremenili tako, da bomo kazali s prstom in se prepirali in govorili, ti moraš to, zakaj nisi to? Poglej se, kakšna si. Odnos se tako pokvari. Odnos ne bo boljši niti zato, ker bomo potrpeli, ker se bomo prilagodili, ker bomo hodili po jajcih in po prstih, ker bomo skrbeli, da bomo popolni. Tudi zato ne bo dober odnos. Dober odnos bo takrat, ko bomo mi spoznali in upali predelati stvari v sebi, ko si bomo dovolili pravzaprav to. Ko si bomo rekli, ok, zdaj jaz namesto, da se ukvarjam z drugimi, se bom začela ukvarjati s sabo. Veliko teh stvari, o katerih jaz govorim, je napisano v knjigi Čarobni odnos in Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz. Prav v teh hotenjih sem celo poglavje namenila tej drugi osebi, ko ljubezen boli, ravno zaradi tega, ker ta hotenja toliko dobrega lahko prinesejo v naše življenje, če jih mi poznamo in če jih imamo uravnovešene, in toliko stvari, toliko slabega, toliko hudega prinesejo v naše odnose pa v naša razmerja. Imejte se radi, zdaj boste rekli kako. Imejte se radi na ta način, da se posvetite sebi in da preko notranjega otroka, če ne verjamete, če ne čutite, da ste dovolj, to spremenite. Kmalu se spet vidimo, slišimo. Prijavite se na moj YouTube kanal, obiščite mojo spletno stran slišana.si in preberite kakšno knjigo. Čas je, poletje je čas oddiha, odmora, čas za vas. Srečno in nasvidenje!